Dan, spoštovani gostje, spoštovane gospodje, gospe. Čast mi je, da lahko tukaj pred vami danes v bistvu nekako povzamem vse dobre in tudi slabe stvari, ki sem jih doživel kot član državne uprave. 10 let dejansko delujem predvsem na področju, kjer se ukvarjamo z kakršnimkoli, se pravi, uvajanjem določenih sprememb. Spremembe je najtežje uvesti, pa so lahko različne. Lahko so normativne spremembe, se bom tudi navezal na kolege, ki so govorili pred mano. Lahko so vsebinske spremembe, predvsem so pa najtežje spremembe v mišljenju, našem mišljenju. Se pravi, ko mi fokus spremenimo v svojih glavah, ko sprejmemo drugačno kulturo, kulturo modernih nacij, kulturo najbolj razvitih nacij. In ni težko delati spremembe pod 1 pa pod 2, kot sem rekel, če imamo mi v bistvu smo pripravljeni na spremembe 3. Zelo težko je pa v bistvu delati spremembe 1 in 2, če mi teh trojke nimamo. Če se lahko navežem kar na gospoda Vojmirja, znati, zmorti, hoteti. Jaz mislim, da tukaj nam manjka ravno ta zadeva, ki v bistvu jo tudi ureja pri nas normativni okvir, to je, a nam je to sploh omogočeno oziroma a nam je to sploh dovoljeno. Zelo všeč mi je bilo tudi pri gospodu Romanu tek na dolge proge. Dejansko, kaj se v naši državi dogaja? Poleg tega, da imamo seveda tudi veliko dobrih stvari, je to, da dejansko mi predpise spreminjamo prepogosto. Mi dejansko zelo hitro smo pripravljeni določen predpis spremeniti in niti pogledati, na kaj vse to vpliva. In tukaj se bom še na gospoda Skvarča nekako apeliram oziroma se bom priključil vključevanje ključnih deležnikov. A mi dejansko, ko sprejemamo predpise, res se vprašamo, za koga to sploh delamo. Mi moramo preseči to zadevo, mi moramo v bistvu pisati zakone za ljudi oziroma za podjetje, ki dejansko to vsak dan morajo to delati. In če mi želimo to doseči, se moramo z njimi veliko pogovarjati. Moramo jih upoštevati in če jih bomo mi upoštevali, potem ne bomo primorani iz dneva v dan oziroma iz tedna v teden te predpise na koncu koncev spreminjati. In zelo pomembno pri vseh teh zadevah pa je, da dejansko dodamo določeno mero ali pa določeno pozornost tudi organom, ki dejansko te stvari izvajajo. Pri nas imamo recimo generalni sekretariat vlade. Mi moramo poskrbeti, da dejansko 100% ne gredo predpisi, ki niso javno objavljeni oziroma ki nimajo narejenih presoj posledic, kaj dejansko bo to vplivalo na okolje, kaj dejansko bo to vplivalo na socialo, kaj dejansko bo to vplivalo na gospodarstvo. Taki predpisi ne smejo iti skozi sam proces. Druga zadeva, ki je tudi zelo pomembna, ki smo jo tudi tekom izkušenj zaznali, je to, da mi moramo od samega prvega predloga predpisa pa do sprejema v državnem zboru oziroma do objave v Uradnem listu dejansko ta predpis speljati skozi en sistem. Skozi en sistem, v katerem so vse te stvari, katere sem govoril, dejansko tudi opredeljene, narejene, potrjene in na koncu sprejete. Kaj se pa dogaja na nivoju, se pravi, alternativnih ali pa recimo drugih sektorjev, se pravi, mi imamo še akademski sektor, mi imamo gospodarski sektor. Tukaj vidimo eno hitro rast, eno hiter razvoj. Slišali smo gospod Katjo, tukaj gre za ekstremne inovacije, inovativnost, nove rešitve. Kaj se pa dogaja v javnem sektorju? Javni sektor temu zelo težko sledi. Slišali smo gospoda Vojmirja, kako v bistvu v Sloveniji imamo veliko znanja. Ampak kaj pa moramo mi v javnem sektorju zagotoviti, da bo dejansko ta prepad, da se ne bo povečeval? Jaz to dejansko z dneva v dan opažam, da je vedno večja prepreka med gospodarstvom na eni strani, ki hitro raste, ki start-upi hitro pridobiva znanja in javnim sektorjem, ki je na določeni stopnji rigidnosti, ki se ne zna toliko hitro in tudi ne more toliko hitro prilagajati. Opolnomočiti moramo tudi javne uslužbence in jih predvsem opremiti z znanje. Z znanje, da bodo dejansko lahko sledili temu napredku, da bodo lahko dejansko se prilagajali, ker tisti normativni okvir je pa ta zadeva, kjer dejansko mi vsi delujemo, vsak dan. Vsi smo državljani, nekateri tudi podjetniki. Dejansko sociala ne rabi gospodarstva, kot smo slišali, ampak država pa rabi gospodarstvo in gospodarstvo rabi državo. In tukaj moramo govoriti z roko v roki, drugače dejansko tega napredka ni. Zato je zelo pomembno, da so vsi predpisi, tudi če so sprejeti oziroma tudi če so v postopku, nujnem postopku, da so dejansko objavljeni na enotnem portalu, da so dejansko posvetovani za javnostjo, da so narejene res vse posledice presoje učinkov, da dobimo to, kar si na koncu koncev zaslužimo.
Naj na koncu samo še rečem, zaslužimo si boljšo državo, naredimo prave stvari in idemo v to smer. Hvala lepa.